Na podlagi 5. odstavka 29. člena Zakona o obrambi, v katerem je določeno, da zračni prostor Republike Slovenije nadzoruje in varuje vojska, je 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora tista enota, ki zagotavlja opazovanje in nadzor zračnega prostora Republike Slovenije, kontrolo oborožitvenih sistemov zračne obrambe Republike Slovenije in zavezništva, ter je v skladu s pravili delovanja odgovoren za vodenje zračnih operacij v zračnem prostoru Republike Slovenije. 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora med drugim zagotavlja tudi prenos podatkov o situaciji v zračnem prostoru vsem tistim v Republiki Sloveniji, regiji in zavezništvu, ki tovrstne podatke potrebujejo za svoje delo. Naloge enote: neprekinjeno opazovanje in nadzor zračnega prostora z radarskimi sistemi dolgega dosega. Da bi se dosegala visoka stopnja operativnosti radarskih sistemov, je v enoti vzpostavljen poseben sistem vzdrževanja, ki na podlagi nadzora kakovosti skozi sistematičen pristop zagotavlja največjo možno mero varnosti v letalstvu. Ob usposabljanju in vojaških vajah ali ob dogodkih visokega varnostnega tveganja vzpostavi tudi dodatno opazovanje in nadzor zračnega prostora z mobilnimi radarskimi sistemi kratkega dosega. Te radarske sisteme se v povezavi z mobilnim taktičnim operativnim centrom zračne obrambe lahko uporabi tudi za nadzor in kontrolo ter vodenje letalnikov ob večjih požarih ali drugih naravnih nesrečah. Enota je odgovorna za prenos, združevanje in obdelavo radarskih podatkov, identifikacijo zrakoplovov, izdelavo ter posredovanje slike situacije v zračnem prostoru in izmenjavo le-te v okviru nacionalnega sistema in NATO-vega integriranega sistema zračne in raketne obrambe, za koordinacijo uporabe zračnega prostora Republike Slovenije, za kontrolo in bojno upravljanje oborožitvenih sistemov Slovenske vojske in zavezništva, za potrebe mirodobnega varovanja zračnega prostora Republike Slovenije, tako imenovanega air policinga. V primeru krize ali vojne pa tudi za kontrolo nacionalnih in zavezniških oborožitvenih sistemov zračne obrambe, kot so letala, helikopterji in raketni sistemi zemlja-zrak znotraj zračnega prostora Republike Slovenije. Za potrebe vzdrževanja visoke stopnje usposobljenosti ter redno podaljševanje pooblastil in tipskih ratingov njenih pripadnikov, enota skrbi za redno preverjanje tako individualne kot kolektivne usposobljenosti, ki se izvaja večkrat tedensko v obliki vadbenih prestrezanj, ki jih enota izvaja v sodelovanju z zavezniškimi lovskimi letali ter 152. letalsko eskadriljo Slovenske vojske. Simulacijska usposabljanja iz postopkov nadzora in kontrole zračnega prostora se izvajajo vsaj enkrat mesečno. Na letni ravni enota sodeluje v okviru več mednarodnih vojaških vaj. Na teh vajah se preverjajo posamezniki, skupine in enote v izvajanju nalog iz temeljnega poslanstva v okviru kompleksne situacije ob soočanju z najtežjimi pogoji elektronskega in kibernetskega bojevanja. Visoka stopnja usposobljenosti pripadnikov 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora je v določeni meri tudi posledica njihovega zavedanja, da je njihovo redno delo izvajanje bojne naloge v miru.